Prvi goli v drugem delu sezone so prinesli prvo zmago. Odločen nastop od prve minute in dominantna tekma v Velenju je pomenila tudi prvo zmagoslavje Darka Milaniča po vrnitvi na klop prvakov. Pri sestavi ekipe je imel sicer pred tekmo nemalo težav, tako je ob odsotnosti Rajčevića, Šmeja in Defendija Željko Filipović znova zasedel mesto v obrambi. Ob odsotnosti Kaphe pa sta dvojec v centru tvorila Dare Vršič in Amir Dervišević. Po odsluženi kazni je mesto na levem krilu zasedel spet Gregor Bajde. In prav Bajde je prvi zapretil, z leve je močno udaril z levico v drugi minuti. Še lepšo priložnost je imel v 8 minuti, podajo Ibrahimija je lepo preusmeril z glavo, izkazal pa se je Radan. Mariborčan v golu Velenjčanov je znova zablestel 5 minut kasneje, ko je Vršič idealno zaposlil Novakovića, toda zmagovalec znova Radan. Le nekaj minut zatem pa znova natančna kombinacija Vršič-Novaković, kot rešitelj v zadnjem trenutku, tokrat Knezović. Obdobje pritiska je strelom od daleč zaključil Ibrahimi. V 29. minuti pa oster štart Ibejšeha nad Janžo. Za palestinskega reprezentanta drugi rumeni karton na tekmi in predčasno odhod z igrišča. Le nekaj minut zatem zasluženo vodstvo prvakov. Prosti strel je za natančno podajo izkoristil Ibrahimi, Dervišević pa zaključil z glavo. Vrnitev v prvo postavo na najboljši način. Lepo je bilo biti spet na igrišču, še lepše je bilo zabiti, ampak le važno so 3 točke, ni važno kdo zabije. Do konca ne smemo se več kiksov prvoščiti in treba zmagati vse tekme do konca. Takoj na začetku drugega polčasa 2 grožnji Velenjčanov od daleč. V 56. minuti pa povišanje vodstva. Žoga je potovala hitro od noge do noge, Novakoviću se ni šlo za zaključek, Bajde pa je v svojem slogu najprej preigral Radana in zabil v prazno mrežo. Po nekaj minutah premora v 71. minuti znova poskus Novakovića in obramba Radana. Ki pa je bil znova brez možnosti 3 minute kasneje, ko je Bajde po čudoviti podaji Filipovića lepo spustil žogo in z voljem neobranljivo zaključil za svoj 11. gol v sezoni in za skok na vrh klubske lestvice strelcev. Do konca tekme še ena priložnost za domače, toda strel Prašnikarja je Handanović odbil. Bomba Vršiča pa je na drugi strani končala mimo gola. Pet minut pred koncem še ena izključitev. Džinić je kot zadnji mož obrambe na tla spravil Novakovića, sodnik Žganec pa je dosodil prosti strel. Končalo se je s 3:0 in s potrditvijo, da je moštvo na pravi poti. Zdaj samo ta energija, ta motivacija naprej, borba do konca, smo živ in ekipa je na pravi pot, skupaj z novi trenerji gremo naprej.
To želimo vsako tekmo, agresivno, želimo zmagati in to zdaj je obraz od NK Maribor. Po tednu premora sledi nova tekma v Ljudskem vrtu, naslednjo soboto bo gost novomeška Krka. Nekaterih igralcev ni bilo za današnjo tekmo na razpolago, vprašanje, kaj bo za naslednji teden. In naloga nogometašev je zmeraj enaka, se danes ne menja. Oni morajo igrati dobro in morajo trenerju povzročati glavobol, da si bo glavo belil cel teden, koga da tu igral.